Pravljice. Od nekdaj nam se jih pripoveduje in tudi od nekdaj verjamemo vanje, ker otroci verjamajo odraslim. Pravljice so prva, premišljena in strukturirana vsebina, ki jo otroci srečajo. Pri tem velja izpostaviti, da torej tvorijo tisto najosnovnejšo in ključno vsebino, ki jo otrok pospravi v najgloblje predale uma. Le-ti pa bodo izhodišče vsem ostalim vsebinam, ki se mu bodo kasneje ali kadarkoli v življenju priključile. Otroci torej vsebine ponotranijo ter sprejmejo kot del sebe. Preko pravljic in zgodb prenašamo nauke, pravila, morale in izkušnje drugih. Mnoge od njih pa ne ustrezajo več današnjim časom in novim generacijam otrok. Še kar pa jih tlačimo v ta občutljivi otroški svet. Vzemimo za primer Rdečo kapico. Klasika, katero sem prepričana vsi poznamo. Ampak naj vas vprašam, je to res vsebina, ki bi jo želeli dati svojemu otroku, vnuku, če bi se hkrati zavedali, da jo razume dobesedno? Iskreno me zanima vaš odgovor. Odrasli pri izbiri vsebine za svoje otroke nismo premišljeni, nismo zavestni. Najprej zato, ker bi si morali za takšno početje vzeti čas, ki nam ga že tako vedno primanjkuje, in vnaprej vsebino premotriti sami, se izprašati o njej in šele zatem jo ponuditi ali ne svojemu otroku. Pa tudi zato, ker verjamemo, da so dobre in lepe, koristne, saj zato vendar so, kaj ne? In ker drugega in drugače ne poznamo, predajamo enako naprej. Vedno vprašam starše, ali res želite svojim otrokom vcepiti strah, jim zameriti volkove, jih navdati z grozo, ko se bodo sprehajali po gozdu, jim dati misliti, da lahko nekomu razparaš trebuh, ga založiš s kamenjem in potem zašiješ nazaj, da žival to preživi in da je etično, prikazati lovce kot superjunake. Je to res v današnjih časih sporočilnost, ki jo želite prenesti na svoje otroke? Ali pa deklica z vžigalicami? Dragi moji, že res da je minljivost del naših življenj, ampak ali res rabimo s takimi morbidnostmi strašiti naše najmlajše? Naj poudarim, da s tem otroke nikakor ne pripravljamo na življenje. Verjemite, da ne bodo nič bolj ali manj utrjeni in odporni. Z vprašljivimi in neprimernimi vsebinami bomo dosegli samo to, da bo otrok ranjen in ta ranjen otrok bo zrasel v ranjenega odraslega. Na ta način jim torej nezavedno in pred časom vcepimo strah, skrbi, negotovosti in okus stiske. Veste, človeški možgani že tako ne ločijo tega, kar se dejansko zgodi v otipljivem svetu, od tistega, kar se zgodi zgolj v naših mislih, v naših predstavah. In če dodamo še dejstvo, da je pri otroku to še toliko bolj intenzivno in brez filtra, mi moramo biti njihov filter. Izpostavila sem samo 2 primera, še bi lahko naštevala dejstva o vseh likih in junakih, ki obstajajo. Povedala, kaj pravzaprav na tiho in nekje v ozadju misli za naše otroke pomenijo. A naj za konec le še enkrat poudarim v razmislek naslednje. Na srečo so današnji otroci bolj pametni kot mi in nekatere stvari že organsko ne prebavljajo več. Njihove stiske se dogajajo, ker jih silimo v naše preživete vzorce in okvirje, hkrati pa čutijo, da to niso oni in da njim tam ni več mesto. Odrasli smo tisti, ki moramo vedeti več in bolje. Zberimo voljo, pritisnimo na gumb ponastavitev, dovolimo si delovati v skladu z otrokovim celostnim razvojem, svojo starševsko intuicijo in premišljeno utrjujmo določen način mišljenja. Torej takšnega, kot bi si želeli, da ga bodo naši otroci nosili s seboj v življenje in ga uporabljali kot izhodišče za vse ostalo.